Letošnji že 49. teden slovenske drame bo postregel s 7 predstavami v tekmovalnem delu programa in s 5 predstavami v spremljevalnem delu. Upamo, da bomo lahko izpeljali vse, česar si želimo, ves program tudi, ki ga je selektor danes predstavil, in čim več seveda tudi mednarodnega programa. Po prijavljenih predstavah in temu, kar smo sledili, je bilo v lanskem letu kar en velik poskok, če lahko uporabim to besedo, uprizarjanja slovenske dramatike na tujih odrih. Mi si seveda želimo, da bi lahko čim več povabili oziroma da predstavili tukaj v Sloveniji. Obenem pa je to še dodaten argument, o čemer sem že lani spregovorila, da gremo v spremembo pravilnika in da bo prav za 50 let za Abrahama, da bojo že veljala nova pravila, če lahko rečem, da bojo tudi predstave iz tujine lahko kandidirale za tekmovalni program. Menimo, da je to en velik korak naprej v samem kvaliteti festivala in predvsem, da damo nek signal tujini oziroma tudi teatrom, neko dodatno spodbudo, da posegajo po slovenskih dramah. Kako se vam zdi, da na teden slovenske drame vplivajo mladi dramatiki? Ja, vsekakor mladih je, bom rekla, mi tudi zelo spodbujamo pisanje dramatike, tudi med mladimi. Prav ta namen smo pred 4 leti, če se ne spomnim, smo ustanovili novo nagrado, to je nagrada za mladega dramatika. Spravi, da spodbujamo in si želimo, da bi se mladi čim več ukvarjali s tem. In kakšni so bili kriteriji za izbor predstav, ki si jih bomo lahko ogledali v sklopu tedna slovenske drame? Torej, glavni kriterij je bila vsebinska in estetska celovitost predstave. Seveda tudi to, koliko je vpeta v neka družbena vprašanja pri meni, potem razne te celovitosti, estetske in vsebinske, koliko se odziva na družbena vprašanja, koliko se te dotakne na nekih drugih nivojih, estetskem, ne samo, ampak takim nivoju, ki odpira neka vprašanja tudi o sodobnem človekovem bivanju in nenazadnje o neki civilni zavesti.